Ste vi duh, čigar prihod mi je bil napovedan, gospod? Je vprašal Stispuh. Jaz. Glas je bil mehak in prijazen, nenavadno tih, kakor da prihaja oddaleč in ni tik ob njem. Kdo in kaj ste? Je vprašal Stispuh. Duh nekdanjega božiča. Iz davne preteklosti? Je vprašal Stispuh in si pri tem ogledoval pritlikavo postavo. Ne, iz vaše preteklosti. Stispuh bi najbrž nikomur, če bi ga bil kdo vprašal, ne mogel povedati, zakaj, vendar si je posebej zaželel, da bi videl duha s čepico, zato ga je poprosil, naj si jo nadane. Oho, je zaklical duh, se pravi, da bi radi s posvetnimi rokami tako hitro pogasili svetlobo, ki jo dajem. Ni dosti, da ste eden tistih, katerih strasti so naredile to pokrivalo, temveč me tudi silite, naj ga nosim skozi cele procesije let, potlačeno nizko na čelo. Stispuh je spoštljivo pribil, da ga ni želel z ničemer žaliti in da nima niti pojma, da bi mu kdaj hote tiščal pokrivalo na čelo. Potem pa se je opogumil in vprašal, kaj ga je pripeljalo sem. Vaš blagor, je rekel duh. Stispuh mu je izrazil svojo hvaležnost, vendar si ni mogel kaj, da ne bi pomislil, da bi mu v ta namen veliko več zaleglo nemoteno spanje skozi celo noč. Duh je moral prestreči njegove misli, ker je nemudoma rekel, potem pa zaradi vašega poboljšanja. Pazite! Ko je to rekel, je stegnil močno roko in ga narahlo potrepljal po lahti. Vstanite in pojdite z menoj. Bilo bi brez pomena, če bi bil Stispuh ugovarjal, češ, da vreme in nočna ura nista primerna za kolovratenje naokoli, da je postelja topla in toplomer že lep čas pod ničlo, da je sam le lahko oblečen v copate, domačo haljo in spalno čepico in da je povrh tega še prehlajen. Ni se mogel upirati prijemu, sicer mehkemu, kakor žensko roko. Vstal je, ampak ko je ugotovil, da se je duh odpravil proti oknu, se je rotečo klenil njegovih oblačil. Jaz sem smrtnik, je ugovarjal. Lahko padem. Prenesite en sam dotikljaj moje roke tukajle, je rekel duh in mu jo položil na srce, pa vam bo to v zaslombo še v marsičem hujšem. Ko so bile te besede izgovorjene, sta odšla skozi steno in stopila na odprto deželno cesto s poljem na obakraj. Mesto je popolnoma izginilo. Ni bilo ne sledu, ne tiru za njim. Z njim sta izginila tema in megla, ker je bil veder, hladen zimski dan s snegom po tleh. Sveta nebesa, je rekel Stispuh in plosknil z rokami, ko se je ozrl okoli sebe. V tem kraju sem rasel, tukaj sem bil kot deček. Duh ga je blago pogledal. Njegov rahli dotik je bil sicer lahen in trenuten, vendar ga je bilo še zmeraj čutiti v dojemanju starčka. Ta se je zavedal tisočerih vonjav, plavajočih po zraku, in vsaktera od njih je bila povezana s tisoč mislimi in upanji in veselji in skrbmi, že davno pozabljenimi. Ustnice vam trepetajo, je rekel duh. In kaj imate na licu? Stispuh je zamomljal z nenavadnim zadržkom v glasu, ki ga da solzica, in poprosil duha, da ga odpelje, kamor ga misli. Se spominjate poti? Je vprašal duh. Če se je spominjam, je mrzlično zaklical Stispuh. Na slepo grem lahko po njej. Čudno, da prej toliko let niste vedeli zanjo, je omenil duh. No, pojdiva. Šla sta po poti. Stispuh je prepoznaval sleherni vhod in kol in drevo, dokler se ni v daljavi pokazal majhen trg z mostom, cerkvijo in vijugavo reko. Zagledala sta nekaj kosmatih ponijev, ki so jima drncali nasproti s fanti na hrbtih, ki so klicali drugim fantom na podeželskih kolesih in vozovih s kmeti pri vajetih. Vsi fantje so bili židane volje
in so vpili drug drugemu, dokler niso bila širna polja tako polna vesele muzike, da se je reznemu zraku kar samo smejalo, ko jo je poslušal. To so le sence stvari, ki so bile, je rekel duh, ne zavedajo se naju. Šaleči se potniki so se bližali, in ko so prišli blizu, jih je Stispuh prepoznal in vsakega posebej imenoval. Zakaj se je neki tako neznansko razveselil, ko jih je zagledal? Zakaj so se mu mrzle oči zaiskrile in mu je srce poskočilo, ko so prišli mimo? Zakaj ga je navdalo z veseljem, ko jih je slišal, kako voščijo drug drugemu vesele božične praznike, ko se na križpotih razkajajo na stranske poti vsak proti svojemu domu? Kaj pa je božično voščilo pomenilo Stispuhu? Kakšni veseli božični prazniki neki! Kaj pa je že kdaj imel od njih? Šola ni popolnoma zapuščena, je rekel duh. V njej je še zmeraj samoten otrok, ki so ga prijatelji zanemarili. Stispuh je rekel, da to ve, in je zaihtel. Zavila sta z glavne ceste po kolovozu, ki se ga je dobro spominjal, in se kar kmalu približala domačiji iz enolične rdeče opeke, z majhno kupolo, vrh katere je stal na strehi petelin vetrnik in je v stolpu visel zvon. Hiša je bila velika, vendar eno od podirajočih se bogastev, saj so bila prostorna gospodarska poslopja le malo uporabljena, stene vlažne in mahnate, okna pobita in lese polomljene. Perutnina je kokodakala in gospodarila po hlevih, po kolnicah in skednjih pa se je razraščala trava. In tudi v hiši ni bilo kaj bolj ohranjena nekdanja blaginja. Ko sta namreč stopila v žalostno vežo in pogledovala skozi odprta vrata v številne prostore, sta videla, kako borno so opremljeni, mrzli in prazni. V zraku je velo po prsti, v prostoru po hladni puščobi, kar se je nekako povezovalo z zelo zgodnjim vstajanjem pri sveči in z ne preveč obilno hrano. Duh in Stispuh sta šla po veži naprej, proti vratom na koncu hiše. Odprla so se pred njima in pokazal se je podolgovat, gol, otožen prostor, še bolj golega pa so ga delale vrste preprostih, gladkih klopi in pisalnih miz iz mrekovine. Pri eni od njih je samoten fantek bral zraven pičle luči in Stispuh je sedel v eno od šolskih klopi in se razjokal, ko je zagledal svoj ubogi, pozabljeni jaz, kakršen je bil po navadi.